lepo pozdravljeni. Se mogoče bi po protokolu mogli še malo počakati, ampak popoldne je odzvonilo v vseh stolnicah okrog nas. Tako da lepo pozdravljeni na predstavitvi nove knjige Založbe Družina in avtorja doktorja Jožeta Dežmana z naslovom Komunistični strah v Gatah. Z podnaslovom Homo Sovieticus Slovenicus. Gospoda Dežmana najbrž ne rabim posebej predstavljati, pa vendarle se spodobi zgodovinar, filozof, antropolog, muzealec, arhivar, publicist, še Bog ve, kaj smo pozabili, oče, mož. Jutri, 26. septembra, praznuje, to že vemo vsi, 70. rojstni dan in prav ob tej priložnosti je išla njegova nova knjiga. V njej razgalja Slovensko komunistično partijo. Knjiga je del, če smem reči, trilogije. Pri tem ste išli zanimivo ob vaših teh prelomnicah življenjskih, o 50-letnici knjiga Pričevanj žrtev komunističnega terorja z naslovom Spravno ljubeznjo iz rdeče ledene dobe. Čez 10 let, ob 60-letnici ste objavili predelan doktorat Ni bilo lahko, a obstali smo in stojimo, tituizem, poraz nasilja. V knjigi, ki jo imamo pred seboj, pa spoznavamo življenje članov Komunistične partije Zveze komunistov Slovenije in njeno delovanje iz osebnih map članov. Kar gospod Dežman, ob tem, ko sem tudi sama prebirala, daje zelo močan, emocionalen prizvok, občutek. Zakaj ste se odločili za tak način? Jaz mislim, da mi se živimo v času, ko je bilo zelo popularno govoriti o zgodovinskem revizionizmu in letos nam je tale svoboda prinesla eno posebno obliko revizionizma. Ni komunistične partije, ni revolucije, ni politične policije in to, če natančno pogledate biografije teh ljudi, ki jih jaz tukaj noter omenjam, je marsikatera že očiščena. Ne? To se pravi, dogaja se nekaj podobnega, ko so v Nemčiji analizirali ta odnos do nacionalsocializma, je bila ena družinska mitologija opa varka in nacija. Moj dedek pa ni bil noben nacionalsocialista. Ampak to je dejansko, ta knjiga prihaja v tako okolje in jaz pravim, da je to vstop v komunistično vesolje. To, kar je bilo rečeno emocionalno, to so pravzaprav življenjske zgodbe tega, ki jih poskuša, recimo tudi arheologija poskuša odkrivati čim več človeškega v zgodbah, ali vzamemo Pompeja ali pa Hudo jamo, da se v teh zgodbah seveda kaže tista antropološka dimenzija enega sveta, ki pa ni naš svet, to je en drug svet. Ampak to je svet približno 240,000 ljudi, ki so bili krajši ali daljši čas v partiji slovenski, se pravi komunistična partija Zveza komunistov. In prva stvar, ki jo moramo razumeti, je, da ta svet je imel eno nenavadno lastnost, da je od teh 240,000 vsaj 129,000 pa nekaj iz partije odšlo, oziroma so bili vrženi ven. To pomeni, da je bila to verska ustanova, civilno-religijska ustanova, katere največja produkcija je bila izguba članstva. In ko pa pogledamo dinamiko te rekrutacije, vidimo, da je v letih 48 do 52 masovni vliv, od 58 do 61 in od 73 do 82. Se pravi, partija trikrat zamenja članstvo, trdo jedro, ali pa če bi po kitajsko rekli, banda štirih pa ostala, približno do Kardeljeve smrti seveda in Titove. Ampak ta dinamika seveda je pa najbolj vidna v eni arhivski zakladanci, ki se je reče Arhiv Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije, ki so ga prav neprevidno predali zgodovini. Se pravi, tukaj jaz moram reči, da se je zgodil en paradoks, če so se mučili kot črna živina, da so skurali arhive politične policije, so pa tole dali
nam vse na razpolago in ta arhiv je veliko bolj dragocen kot arhiv politične policije, ker je vse noter. In se pravi, to eno je želja, da bi to partijsko vesolje prikazali, drugo je, da bi dali besedo tem ljudem in tretje vprašanje je pa seveda to, ali smo v tej družbi sposobni se o tem pogovarjati. To je pa zdaj stvar dialoga, ker jaz mislim, da je pa ne, da bi zdaj kaj dosti reklamo za knjigo delal, ampak če sem jaz prvo raziskavo to vrstno naredil tam sredo 80-ih let, na primeru Bohinjske partije, se pravi približno 370 članov med vojno sprejetih, več kot 7% Bohinjcev je bilo v partiji, po letu 50 bi jih pa lahko preštel na prste obeh rok. Bil je šef Ljubljanske udbe, pa direktor zadruge, pa dva taka partijska misionarja. Zgine. In to je vsota partija na podeželju. Tukaj drugo je pa seveda Ljubljana kot mega center te partijske okupacije Slovenije in posledice so še danes vidne. S tem fevdalnim transferjem moči in položajev smo tam, kjer smo praktično. Ste zapisali, se ta pokrajina nasilja, strahu, oportunizma in molka postaja z novimi raziskavami, se pravi tudi z vašimi knjigami, pričevanji, predstavitvami vse vidnejša, razumljivejša. Tisti, ki se jih spominjamo na dan spomina kot žrtve komunizma, tituizma, vstopajo v javni spomin. Resnica o tem, kako so bili preganjeni, kako so trpeli, katere pravice so dobili v Republiki Sloveniji in kje so lahko pričali o svoji izkušnji, vse to je eno od najpomembnejših dogajanj v slovenski tranziciji. Če se spomnimo, 2018 je bila prva taka večja razstava v muzeju, takrat novejše zgodovine, ne, temna stran meseca 98, pardon, ja. In od takrat smo prišli kam naprej, nekaj smo, ne? Ja, veste kako, ta citat, poimenovanje te pokrajine nenavadne je Jančarjev, ne? Ampak v temni strani meseca nastopajo žrtve, tukaj pa nastopajo storilci pravzaprav, ne, v moji knjigi. In jaz bi rekel, da eno od teh začetnih poglavij napišemo, nekako je kljub vsemu ta dialektika je približno taka, da gre za umor in humora, ne, pravzaprav, ker tudi lahko, skratka, ironija tega sveta je, da ubiti sočloveka, zlasti, če je to narodni izdajalec Slovenc, bratomor, je bil velika vrlina in to, s tem so se hvalili, to je bilo treba zelo povedati, poudarjati in tako naprej, tudi imajo osebne evidence teh zločinov, ampak ko gremo pa po partijski reakciji, pa vidimo, da je bila najhujša kazen morebiti opominjanje. Marjan Dermas je najhujših medvojnih klavcev, je bil kaznovan z opominom in tudi sam nekako napiše, da je bil mogoče malo pregrob skoma. Ampak po drugi strani je bila pa partijska vest stratansko natančna pri kakšnih ideoloških zadevah, če je zlasti v tej svetovno-nazorski verski vojni, ki se je skrajno dramatizirala na smrt pravzaprav po letu 52, ko partijski statut prepove kakršnokoli, bi rekel, kaj bi rekel, onečaščanje partijskega templa z vernostjo druge sorte, in takrat se pa dejansko udba, partijska celica, to so se leta in leta morili s tem, a je kdo dal otroka krstiti, a se je cerkven poročil, a se ni, a je dal cerkveno pokopati, naprimer starše ali karkoli, To se pravi, dosti čuden svet, zelo specifično vestjo in ko se pa zdaj sprašujemo potem po naslednjih nenavadnostih, jaz moram reči, jaz sem požegnal tudi 30-letnico abstinence že pred časom, ampak zelo rad berem pojtele terapeute, in partija je bila na začetku v svojem optimizmu, se je zagnala v terapijo, da bo alkoholizem, da je to pa greh, da se
prav grdo je, no, če se valaš okrog, pa ženo pretepaš ali kaj podobnega. Ampak potem, po nekaj letih brezuspešne terapije je postal alkoholizem partijski in siceršnji družbeno-politični normalna stvar. In pa Jaša Zlobac, ko je to rdečo zlobo pisal, govoril o pokrajini, kjer praznijo se šnopca sodijo. Tako da druga taka velika fronta je bila pravzaprav družinska, ne? In je zanimiv, tukaj je velja zelo staromodern standard patriarha, ki vodi družino v komunizem. Ne? In potem seveda je spopad z ženskami, ki pa na skrivaj nosijo otroke krstiti, jih birmat vozijo, ki može za vrat primejo za cerkveno poroko itd. Je pa to zelo, ni enosmeren promet, to je dejansko, jaz bi rekel, da je tisto preganjanje protestantov je pravi mačji kašelj proti tej verski vojni. To je največja slovenska verska vojna, na kateri se partija tako zobe polom, da se tudi rajš, bi rekel, umakne, ampak to je končen podoben poskus, podoben poraz, kot so drugi veliki poskusi ateizacije v vzhodnem imperiju. S tem, da Sovjeti so bili malo bolj pridni, malo več so podarali, ampak tudi naši so kar nekaj podarali in kar nekaj poskušali uničati. Ampak to seveda ni vse. Potem, ko gremo skozi te zgodbe, jaz mislim, da je tukaj nekaj poglavij, ki so ključnih za slovensko zgodovino. Tudi sicer eno je otroštvo, če je Alenka Puhar napisala prvotno besedilo življenja, imamo zdaj pravzaprav nadaljevanje, ker v teh biografijah po vojni je izjemno so dramatične zgodbe teh zlorabljenih otrok. Ali so živeli v grozoviti revščini, ali v nesporazumu staršev, alkoholizmu, zlasti očetov, ali neznosno trpinčenje vajencev, ki so bili otroci še množično urejo pošiljali in tako naprej. To je bila zlata jama za rekrutiranje v partijo s temi novo zemljo in novimi nebesi. Eno poglavje, drugo, ki je ravno tako ključno, zame je bilo pretresljivo, da partijci tile, ki so res hude stvari skozi po vojni, pišejo v podobnih besedah, kot pišejo na primer ljudje, žrtve komunizma, ki opisujejo svoje travme na tej vlogi na komisijo za popravo krivic. In tipična partijska izjava, množična, je sem živčen, raztresen, vse pozabljam. To je zameglitev spomina, da se ne bi travil. To je posttraumatska stresna motnja. Se pravi, to je danes problem. Imamo opravka z neozdravljeno družbo, kjer se ta množična travma vleče skozi generacije. Potem pa seveda, zdaj smo reči, naslednji problem partijske vesti je seveda odnos do lastnine, zlasti družbene lastnine. Tukaj kam bi dal in kje bi jemal, se pravi množično okoriščanje s čemarkoli in zlasti potem se vidi, da ta industrija teh tatvin tako napreduje, da si na primer kakšen delovodja da odpeljati material in delavce v Piran, da mu gradijo vikend in tako naprej. Se pravi, ta partijska podjetnost je bila imenitna in kriminala, ne? In pa nekako, da ne bi se izkušnjo, ampak sklepno poglavje pa dost imamo. Če so ljudje v glavnem, razen nekaj izjem, ki jih seveda opisujem, tudi omenjam, en zname tak zanimiv je Herbert Grün, ki na sestanku reče, pa še tudi jaz tole meni ne gre, jaz bom rajš ostal, kar v idealizmu pa grejo. Potem je Bojan Štih, če se ga spomnite, on je mu pa sploh eno smešno, najprej ga 54 masirajo, če je preveč džilasu naklonjena, potem pa 58 ga se znajde za krajši čas v zaporu in potem ga na enem plenarni seji komunistov, pisateljev izključijo, ker je razgrajal inventiv zoper reakcijo oblasti na stavko rudarjev v Trbovljah. Se pravi,
In takih, skratka, teh protestnikov je kar nekaj, ampak množične izpovedi protesta proti neuspehu partije, proti korupciji, proti gnilobi sistema, pa sledijo z letom 1984, posebej potem tudi v letu 1987 z Janša Borštner Tasić zavrl procesom in afero. In preprosto se pokaže, da je kombinacija množičnega članstva v partiji pa množičnega vdora samoupravljavcev v sistem, da je bila partijski samomor. Tako da partija ni nič kaj dosti sestopala z oblasti, ampak so Milan Kučan in tovarišija samo zavarali svoje pozicije, potem so prodali in samoupravljanje in Jugoslavijo in komunizem in tako naprej. Tako da ta bankrot je bil imeniten in jaz bi tako rekel, ko omenjam te vzore, po katerih sem malo miselno sledil v tej knjigi, je na koncu Janez Trdina, ki je napisal Podobe prednikov, in ta svet Janeza Trdina je zelo podoben temu partijskemu svetu. Na eni strani piše o alkoholizmu, zdrakah, na drugi strani pa o bajkah in povestih o Gorjancih. Tako da to imamo, jaz bi rekel, tukaj je neizmerno enih motivov, neizmerno enih usod, ki bi vsaka zaslužila eno posebno raziskavo. Podnaslov knjige je Dogodivščine sovjetskega Slovenca v Titovini. Če lahko na kratko poveste, kdo je ta sovjetski Slovenec? Glede, sovjetski Slovenec je pač produkt slovenskega stalinizma. Ta slovenska stalinistična revolucija je nedvomno, se veste, kako je Maček rekel, da bolj, da nisem povedal, kako je v Sovjetski zvezi, ampak ne glede na to, so to silno vero vnašali v Slovenijo po vseh dogmatskih metodah, vključno z medsebojnimi obračuni, z izzivanjem državljanske vojne, z bratomorom in boj z razredno versko in drugimi vojnami. In ta sovjetski Slovenec se je oblikoval v tem okviru. Jaz bi tako, če smo malo ironični, recimo kolega Repetvirjevc, pa sploh cela ta, bi rekel, mitološka kreacija partizanstva temelji na tem, naj bi bila Prešernove Zdravljica nekaj ohoho. Ampak Prešernova Zdravljica je zelo skromen produkt partizanskega tiskarstva. Glavni je kratka zgodovina Vsezvezne komunistične partije boljševikov, se pravi Stalin. In zdaj se lahko samo vprašamo, ali je to ta veliki, gigantski podvig za vojne čase. Se kar nekaj zdaj, naprimer, mama Alenke Puharja je dobila za nagrado na enem tečaju. A je to dejansko oblikovalo slovenskega Slovenca, ali je pa pomagalo to, da tega preprosto niso brali? Ker ta, bi rekel, leninistično-stalinistična nepismenost slovenskih komunistov je bila od začetka do razpada prav frapantna, in je to ena poglavja posebej vredno tega, s kakšno silno voljo so se v revolucijo zagnali, da bi vedeli, zakaj se gre. In tudi, to je bil zelo svojevolen svet, vsak si je lahko ga predstavljal, kako se ga je hotel. Tukaj navajam dve poglavji o dolžnostih članov partije iz dveh statutov in jaz bi vsakmu od vas dal Nobelovo nagrado, če bi znal povedati, kaj so dolžnosti članov. Se pravi, sovjetski Slovenci je bil danes na jutr, bom dal en konkreten primer, kako je ta stvar pravzaprav spet ta umor in komor. Stane Kovačič je v partijski življenjepisu napisal, da je pač po vojni ubil brata izdajalca Domobranca, in da mu je to mama zelo zamerila. In potem čez 3 leta je v vojski izključen iz partije in je prva točka, da je premalo drihal čez Inform biro, druga točka pa, da je mu brata narodnega izdajalca. Ampak še hujše je bila pa naslednja točka, da žena njegova pa povzroča splošno zgražanje,
kjer psičke goji, tako da dekoncentrira vas skozi tistimi cucki. Zlasti, če se pa izpomnimo na pudle Maršala Tita. Se pravi, psički so bili enkrat greh, enkrat pa čast in slava Maršalata. Tako da, to je bilo res, skratka, tako negotovo okolje. In dogmatika se je na mak spreminjala, ampak temeljno, kar pa je ostalo, je pa, da v 70-ih letih je od vseh delavcev, resmo dokončane osnovne šole, jih je v partiji manj kot 3%, od teh, ki imajo pa več kot srednjo šolo, pa 20%. To je tisto, čemu rečemo novi razred. In to pomeni, da je ta kasta, ki je prevzela družbo v imenu partije in jo tudi potem zafurala, je pač tisto, čemu jaz rečem rdeči supermen in superkorupcija. Ampak to so vse stvari, ki preprosto bijejo ven iz celotnega arhiva, od začetka do konca. To ni nič drugega treba kot skrbno poslušati. Če sem jaz pregledal 80 škatel izključenih članov, jih je v arhivu čez 1000. To je zlata jama. Kako ste se, pa po kakšnem ključu ste se odločili, katere dosjeje objaviti? O gospodu Bojanu Štihu ste že sami tudi nekaj rekli, pa je tudi zelo zanimivo za prebrati, ker po ne vem kolikih urah zaslišanja, 8 tipkanih straneh zapiskov, on še vedno ni vedel, zakaj ga zaslišujejo. To je bilo zaradi Džilasa, ampak na sestank društva pisateljev so prišli Vipotnik, Kavčič, pa še eden iz CK-ja, da so red naredili, da so vsi od gospoda Vidmarja navzdol do gospoda Potrča, predsednika tovarišev, so vsi rokice dvigali, da je treba Štiha izključiti. To je bilo vse stvar dnevne dinamike. Tudi Pavček, ja, pa tudi, sprav Pavček, Vladimir Kavčič, pa Vidmar so poskušali malo... Ampak roke so pa dvignili. So mogli. A veste, ker jaz moram reči, zdaj bo verjetno spet prišlo do tega, kaj se delno izmišljuje ali pa ne. Ampak jaz sem tukaj lep argument, jaz sem bil v partijo sprejet marca 77, približno tako kot Janša, malo starejši sicer, ampak nam so skozi govorili, kaj boste vi tole pisali, če pa niste bili zraven. Zdaj bom pa jaz vsem lahko rekel, kaj se vi vsajate, če pa niste bili zraven. Ampak ne gre za to. Med temi anekdotami, ki so bile, bom jaz izven tega okvira tega anekdot si povedal, ena je bila, ker so v Kranju na komiteju Tenta Velkem Kranjskem, ki je bil še popit tam, pa mislim, da Hafner, so enkrat malo Pelinkovc natočili srkani in začeli razpravljati, če je vse v redu v kraju. Še en Pelinkovc, so se malo bližali problemu, če so ljudje zadovoljni, pa še en Pelinkovc, če so direktorji v redu, in se po še enem Pelinkovcu niso ustavili, pa reče, mater, a nimamo prevelikega avtomobila. In Pelinkovc gor, dol, prevelik avto in odleti. A se je takih anekdot, in da ena druga je pa je bil pa enkrat sekretarja medobčinskega sveta partije na Gorenjskem, niso imeli kam dati in so ga dali za direktorja železarne, pa nam rekel kdo, ampak Varl, ki je govoril železarja, pa to mu je dal govor. In je sprejel, da mu je dal govor, pa kopijo spode. In ta gospod se z vnemo bere, loti branja in je prebral obe kopiji. Tako da, veste, jaz mislim, da je tukaj te rezerve, življenjske rezerve, da se v ta svet poglobimo z vso sočnostjo, je neomejeno. Obenem pa tudi z vsemi problemi, zdaj pa če tako res, seveda, tukaj sem znamo eno zgodbo anonimiziral, enkrat zgodb pa nisem napisal, recimo, sem pisal o Igorju Tavčarju in tej tragediji Tavčarju, se pravi Ivan Tavčar oče, Igor Tavčar sin, ki
potem preide na komunistično stran in se izrazito iz dokumentov ta njegova travma vidi, ampak to bi bilo treba posebej raziskati, vključno z tragedijo te njegove žene, Ane Konvalinka in tako naprej. Potem, zanimiv zame je bil direktor Istrabenza, 5 let direktor, ustanovil Istrabenz in potem se nekaj čez Blančane rekel, čez Krance in ga vržejo iz partije takoj in iz Istrabenza. In ko so zdaj delali razstav v Istrabenzu, sploh niso vedeli, kdo to je. Tako da tukaj imamo nekaj ljudi, kjer bo treba še potegniti iz naftalina. Izrazito opozarjam, da so to omejene zgodbe, da so zgodbe, ki gradijo na tem članskem arhivu. In seveda so taki so dopolnitve možne, ampak jaz to vse nisem hotel, ampak če sam spet anekdotsko rečem, en slavni slovenski milični general slovenske policije je tukaj nastopa, tudi se poveda, da ima težave s kakšno žensko pa tako, ampak če pa preberemo spomine Ljuba Sirca med Hitlerjem in Titom, pa ugotovimo, da je ta slavni general poskrbel Ljubu Sircu za enega sozapornika, enega majorja Debevca, ki se je z generalom, še ne generalom, takrat zapel okrog ene ženske in ga je general Gradko v arest spravil, zaradi tega. Potem tukaj je zgodba Peterlinove družine, iz Primorske, kjer je, ko je, se pravi, prženena žena sinova, ker je nesla v otrokah krstujo, se pravi, tast, partijski sekretar, iz žene, iz družine. To zgodbo te hčere je pisala že Milena Miklavčičeva, sem že spravil tudi v knjigi. In ravno včeraj mi je pa Ivo Jevnikar poslal sporočilo, da je pa gospa zdaj napisala knjigo o tej svoji izkušnji. Tako da tukaj, jaz mislim, da smo začeli eno tradicijo, zdaj jaz bi tako, tukaj je treba biti gasilsko skromen in reči, da upajmo majhen čik veliko požar. No, ste ženske omenili, zanimivo je tudi to, pač to mlajši nismo vedeli, mogoče vi starejši ste, ampak v 50-ih so ženske množično metali iz partije, ne vem, zato ker je imela 4., 5. otroka in ni imela več časa hoditi na sestanke. O tem, da ne govorimo, kako kruti so bili z plačevanjem članarine. Če pač ni mogla plačati, je mogla izstopiti. Ampak potem se ta hud paradoks zdi, kako so mnogi potem še bolj trpeli, ker so bili izločeni, ker najbrž so bili tudi izločeni iz družbe, niso imeli več nobene opore. To je sicer mogoče poglavje za neko novo knjigo, psihološko. Ne, zakaj? Tukaj je bilo neusmiljeno. Če je vojna za vse, tukaj ženske živitek niso bile. To je patriarhat, to je ta mizoginija, je vidna, če pač, kaj boš ti s tem upamžem, pa to na sestanku ali pa nič. In tudi je, naprimer, Mačkova sestra, kasneje poročena Prešeren, ki je bila šefica poje kontrolne komisije CIKA, se pravi ta velika bok in batina v partiji, je zanosila in se je katoliška družina še zmerom, se je bala, kaj bo starši rekli in tako naprej, ampak je partijska kolegica gladko iz partije vrgla, ker je, kam se ti, če sem noseča, ni drug, a ne. No in potem je nadaljevanje zgodbe je to, pride ta Cilka pride v partizane in ugotovi, da je v partizanih z nekom, ki je njega moža ubil. Njen mož je pa slavni Jakar, komandir grosupeljske čete, za katerega v vseh registrih piše, da je padel v spopadu z Italijani. Skratka, tukaj se zgodbe kar vrtijo, ampak moramo reči spet, zdaj, če ima to dialektiko, humorno, tragično, načnemo. Se pravi, tovarišica zgubi moža, pride pač tukaj nek prvrh, ki začne žveti in zanosi, ampak ker se da se tovariško zmeljuje, da navte skup in ona zanosi, rodi hčerko in je v navdušenju daje ime Leninka. In hudič, njena mama pa nekaj dosti na Leninko dala, ki jo nesla krstiti.
In seveda je Cilka zletela s partije in je par let rabila, da so jo spet nazaj prevzela. Ne, to so čist resne zgodbe, ki jih je pisalo življenje, kot se temu reče. To je skoraj boljš Tina Gaber in Robert Golob, moram reči, kar se šel tiče. Tako da, ampak ne ženske so bile sicer potem rekrutirane, so pač, jaz mislim, da ta emancipacija ženska, kakorkoli obračamo, ampak v tem zahodnem okviru je to samo branilstvo, polomija in tudi prva bila, ampak nedvomno ne gre samo za ženske. Ta partija naj bi bila močna, mlada, dinamična, napadalna. Stari ljudje, bolni ljudje v njej niso imeli kaj iskati. A so jih izključili, so pa mogli, in tudi te, recimo, kaj se Mile Pavlin, partizanski pisatelj, so obravnavali tam enega v eni krajevni skupnosti in je bila tako napisal, da je itak znam psihoneurotik kot pijanca. Mislim, kakšni so to odnosi, ne sprav nobene pomoči, ampak samo mečemo ven. To je bilo ne vem, kar snaga Ljubljana, ali pa, če bi tako rekli, to so bile ene vrste partijske eutanazije. In naslednja pa članarina, članarina je bila en prispevek resen in zaradi tega je partija izgubila delovskega časa. Da ne bomo preveč globoko zašli, bi se mogoče ob koncu dotaknila naslovnice te knjige. Teme, kot sva že omenila, so res težke, tudi ne glede na to, kdo so akterji. Vendarle so to bili ljudje z nekimi ideali, vero. In so res zgodbe, vse za mene zelo pretresljive. Vi ste pa, zakaj ste se odločili pa vendarle za tako hudomušno naslovnico, kljub težke teme, ne, bombo ste zamenjali z gatami? Najprej ne rečem, jaz sem tukaj hvaležen seveda najprej gospe soprogi, da sem živ Poletni mir, to knjigo sem v bistvu na pomlad sem se odločil in sem pa čez poletje jo napisal. Res pa je, da je 40 let rutina, malo sem napisal, ampak druga zahvala je starejšemu sinu, ki je zdaj na Češkem, malo potuje, mi je svetoval nekaj sprememb v strukturi teksta. Ta mlajši sin Dominik, ki je ta hip pred dnevi izgovarjal drugi magisterij in ga zdaj čaka doktorat v Amsterdamu, je tudi oblikoval, si pa naredil naslovnico in oblikovanje knjige. Seveda, jaz sem mu poslal kar tole kolekcijo iz Pivke, ker to je najbolj avtentičen dvorna kolekcija kipov, izbral je tega Radoševega bombaša in jaz mislim, da je tako, če bi imel bombaš, bombo v rokah bi bilo to, kot vidite, izraža vso energijo tistega časa, se pravi sovraštvo in nasilje. To je esenca tega nauka. Jaz, kot vidite, je strašno nepraktičen, kjer norc bi letel okrog z bombo, pa še s puško, tako da ne moreš streljati na sovražnika, ampak to so finese, že partijska volja poskrbi za zmago, ampak če ni bombe in se pojavi zdaj tale element gat. Gate mislim, da je prav, da so damske, bolj tako intimno, pa ženske ste veliko bolj, rekel bi, bolj žleht, pa bolj precizne, pa tako. In še to pomeni, da nekako ta negotovost, kaj je v rokah držal, se poveča. To je včasih mogoče bilo to hujš kot bomba. Ker jaz, ko predavam srednješolcem in jih vprašam, kaj vedo v družini, ne vedo nič, za kakšno revolucijo so tudi ne vedo nič, pa jim pa povem, da če to ne vedo, so jo pa zelo rizično poročali. Ker če ne veš, v kaj verjameš in kaj je človeško, koliko je človeško življenje vredno, je poroka živa tragedija. No, ampak tukaj se dogaja to, da z Bogomirjem smo v intervjuju dosti malo to temo načela,
spodnjice so ena inštalacija, ki ni odlegla. Se pojavijo v eni civilizaciji in se potem dobivajo zmerom hujši status, ampak dosti neroden je, če bi v usranih gatah okrog hodil, če bi ti ušlo. Potem dosti neroden je tudi, če se pokaže, da v gatah nisi več tako grozen, kot si sicer lahko, če si v uniformi, pa z bombo, pa s celo mašinerijo teroristično za sabo. Jaz mislim, da je to preprost spust tega bolševističnega sovjetskega Slovenca, ki je bil junak strahu in groze, na tisto raven se jo pa vsi malo bojimo, ne? Ker vsak se hoče malo vprašati, da je prav delo, je narobe delo, je. In tukaj je ta kombinacija imenitna, ne? Ker tole je spravi podnaslov je dogodivščine sovjetskega Slovenca v Titovini, ne? Ta kip je bil narejen za maršala Tita. In ostali, so pač jih zdaj serijo, jih bodo poskušajo seliti spivke, so ravno tukaj grobi. Kiparji so dojeli, da morajo kipi grozni biti, da morajo strašiti, da morajo biti polni sovraštva, gneva, besa. Ja, ampak zadaj smo pa videli, so bili pa to ljudje, ki so bili vsi živčni, pa so vse pozabili. In zato jaz to naslovnico čisto resno branim, ker kljub vsemu je prav, da se veste, ko pravite, da je cesar včasih tudi manj naka. Ampak to goloto pa se ne jemlje kot žalitev ali pa kot karkoli, ampak to so naši predniki. Tako to je. In verjamem, da bomo, če smo tako človeško gledali, da bomo tudi potem morbiti se lažje kaj sporazumeli. Jaz se spomnim, ko sem delal intervju, takrat vse to še dalo sedeč, z dvema Habjanoma, tem zgodovinarjem partizanom, pa Habjanom iskanjem domobrancem, in sta se začela pogovarjati in sta ugotovila, da sta bila v enem spopadu skupaj, ne, in je domobranci mater smo vas dober na cestu, takrat, ne, pa je vlagal partizan in rekel, ja, seveda, če so Nemci municijo vozila, ne. In tukaj moram reči, da je ta pogovor o tem, ne, kako razumeti ta partijski svet in kako drugačen je od normalnosti, da je to primerno prismuknen svet. In ta prismuknenost nas, recimo zadnji nastop Pota Lutarja v Dnevniku, zadnji nastop Žerbeta v Mladini, to je približno to. Fanta bi se mogla zavedati, da boste pač počas tudi nekje v gatah. Tako to je. Tako. Hvala lepa. Je mogoče kakšno vprašanje v publiki? Ali bomo rajši na neuradnem delu? Se to da rečem, mislim, se zahvaljujem za te besede na hrbtni strani. Spremno besedo je Pavel Jamnik, kriminalist, napisal, moram reči, da za razliko od mene ni bil nikoli v partiji, ne? Ampak poslal sem pa vrsti ljudi in moram reči, da ene je malo ta strah v gatah motil, ne? In verjamem, da bo še enih motil, ne? Da se bomo, samo da zaključim, če lahko zanimivo. Leta 1982 sem jaz prišel v Gorenjski muzej in se je pripravil slavni muzej revolucije. Jaz sem poslal po Sloveniji eno razmišljanje o metodologiji in seveda sem vse svoje profesorje označil, da to kamar ne gleda preveč gleda skozi okna CK-ja, da to ni nič bolj podobno in tako naprej. In pa je Pleterski pokojni sklical marksistični center in to so bili strašna imena sociologije, filozofije in gor in dol. Od teh napadenih je pa prišel samo polkovnik Klašček, ne? In potem so začeli, kaj zdaj z mano narediti tam, ne? In so ugotovili, da imam vse prav, ne? Ker me je podprl, me je pa
Jopčič, France, stari bolševik, zgodovina, in pa Kremenček vlada. Tako da ni bilo, spet ni bil čisto enosmeren promet. In na koncu so rekli, no, dobro se res ima prav, ampak se grdo obnaša. In ta tolaž bo interpelirala in prvo se še konc. Naj vas ob koncu samo še povabim, če še niste gledali razstave. Tudi zaradi te razstave smo izbrali ta prostor za predstavitev. To so fotografije gospoda Janeza Korošina z naslovom Pod ključi in vse te fotografije so nastale v tem obdobju te norosti in so tudi zelo povedne sploh v naslednjem prostoru, pa boste sami videli zakaj. Tako da naj zaključim za konec z mislijo Jožeta Dežmana na zadnji strani platnice. Pred vami je poskus, kako vstopiti v partijsko vesolje. Bralkam in bralcem priporočam, da knjigo preprosto odprejo kjerkoli in poklepetajo s tistimi, ki jih bodo srečali.